Kaj pa misliš, da je največji izziv, recimo glede na to, da imaš izkušnje z odvisniki, pa mladimi, pa si tudi psihoterapevt, kaj je največji izziv današnjih mladostnikov ali pa naslednje generacije? Stvari so se ful spremenile, recimo iz časov, ko sem jaz droge užival do danes. To, kar jaz vidim kot velik izziv, so po eni strani so to medijski spletni produkti. Tehnologija, misliš? Tehnologije. Pametne naprave? Tako, to je sicer že skoraj kot floskula zveni danes, ampak mislim na čisto konkretne slike, ki sem si jih nabral, odkar so pač te pametne naprave prisotne, družabna omrežja, to so zelo dobra droga. Hitro lahko tudi primerjavo naredimo. A veš, jaz sem si vbrizgal heroin in potem nisem rabo sprejeti tveganja pri približevanju kaki punci, pri želji pri vključevanju v kako skupino ljudi, v katero še nisem vključen, pa bi želel biti. Izognil sem se pri tem vsem možnim frustracijam, ki jih lahko ob tem doživim, pa jih ne bi želel, recimo. Z vbrizgom heroina je bil občutek že tu. Ni bil povezan s konkretno sliko, torej ni bil povezan s punco, ki se je dotikam ali pa ki sem jo osvojil ali pa mi je rekla, da me ima rada ali pa da želi z mano biti v tesnejšem odnosu, recimo. Ni povezan s konkretno sliko družbe, ki me je sprejela, ker se mi fajn, pa ker se želi družiti z mano, ker so moji atributi pač take sorte. Ne rabim tvega, da se to nič pa sploh ni z nobeno sliko povezano, gre za goli občutek, ampak ta občutek je občutek lagodja in kar mi počnemo, vse na koncu, zakaj želim to deklico osvojiti, pa želim, da se me dotakne, kaj je končna predstava vsega tega, je ugodje, je nek občutek, nek feeling določen, ki ga s tem povezujem. To, da me sprejme neka družba, je spet nek feeling, ki ga s tem povezujem, ugoden. Zato sem pripravljen tvegati, se učiti, videti, koliko je v mojih predstavah iluzornega, pa to počasi, ker me bo frustracija prijateljica pomagala tega naučiti, iluzorno umikati, da se lahko resnično povežem s punco, s prijateljem, s družbo, s situacijo, whatever. Brez frustracije ne gre. Medtem ko tukaj pa brez slikovno, je pa feeling takoj, se pravi, končni učinek je že tukaj, vsega ostalega pa se sploh ne rabim iti. Se pravi, frustracija je kasneje. Tako, frustracija je kasneje, obrnil si enačbo. Ampak imam pripravljen odgovor, in to zelo preprost. Pri recimo povezovanju v odnos s tabo lahko pričakujem vedno, rečemo z mojo ženo, recimo, vse pa smo ves čas tum bam, bang, pa se križamo, pa je crash, pa se povežemo, pa smo zdaj že zelo povezana v okoliščinah, v zaznavah, recimo v početjih, ki smo se jih v štartu celo bala, ko smo se zmogla povezati samo v par točkah, naprimer napredujemo, ampak se vedno znova tudi boleče srečamo, skozi to frustracijo se nekaj naučimo drug od drugem, v sebi, pa potem to uporabimo, da spet lahko to spremenimo v še tesnejšo povezanost, še več potešitve ljubezenske, recimo, in tak dalje. Se pravi, nimam vnaprej že naloženih nekih možnosti, ki jih bom uporabil, da se bom potešil lahko v povezovanju v odnos, naprimer. Heroin je vedno, vem, mogoče ga bom rabil malo več, ampak točno poznam korake. Nabaviti, skuhati, potegniti noter, najti prosto mesto, vbrizgati in konec. In imam cel sistem tešenja pa kontrole svojih življenjskih frustracij, mi je jasno. Se pravi, se počutim varnega. Seveda, predvidljivo. Pol je zelo odvisno od naše opremljenosti notranje, ali od tega, kar smo s sabo prinesli v to življenje, ali od tega, kar smo si tu naložili, ni važno, kako kdo razume ali pa verjame, ampak pomembno je, da mi dejansko si potegnemo noter neke izkušnje, neke zaznave, nekaterih pa ne.
In če smo zdaj tu kar bogato naložili, bomo verjetno prej z nekim neugodjem začeli zaznavati svoje početje, s katerim si uničujemo dostop do teh možnosti akumulacije ali pa živetja, vedno novih takih izkušenj, pa tega nalaganja, medtem ko če imam pa tu zelo boleče izkušnje iz življenja naložene, če jih je manj tudi, če je tu bolj revna opremljenost, potem bom verjetno bolj lagodno se prepuščal temu. Tako da dejansko je to, kar s sabo prinašamo, bodi si socialnega okolja, svojega notranjega, mislim, v vsakem primeru v končni fazi svojega notranjega sveta, je pomembno na tej poti. Ni zdaj, da ni pomembno, ne? Mislim, prej je mogoče tako zvenelo, kot da čisto iz mene nekako prišlo, da družina, ali pa v knjigi, ki sem jo pisal, se zdi, kot da ne glede na vse te zunanje, jaz sem pač to sem jaz, ja, ampak to sem iz vseh teh okoliščin očitno dovolj izkusil, dovolj tega potegnil noter, da se mi je zdelo vredno se soočiti kasneje z nekimi bolečimi momenti. Verjamem, da če bi imel manj prijetne izkušnje, manj bogate izkušnje v življenju predtem, bi mogoče ne toliko zagriženo ustrajal, pa se soočal s temi silnimi neprijetnostmi, kot so bile sploh na začetku, recimo v komuni. Ja, to sem... Ne, v redu. Ja. Malo sem pozabil, odkot sem krenil, da sem prišel do sem. V bistvu sva glede izzivov, ki jih ima generacija. Aha, evo, to sem hotel reči. Ja, zdaj, heroin. Če pa pogledamo recimo družabna omrežja, kaj ponujajo, kaj je tisto, kar se mi zdi takle spolsko, je to, da na družabnem omrežju lahko sebe pripravim v tisto izdajo, v kateri se želim ponujati, in tisto, kar iztržim, se ne nujno samo like, se je tu dosti več, se resnično povezujemo na omrežju, se povezujemo v skupine, v situacije, ki so na omrežju res da samo virtualne, so pa tudi del realnega življenja in tako dalje, ampak vseeno najbolj so tukaj noter, sploh za mladega človeka je to ena taka nevarnost, da bo lažje in bolj učinkovito tukaj potešil svojo samozaznavo, mislim, ugodje v svoji samozaznavi, zaznavi sebe v odnosu, v predstavi o tem, kako zlahka se poveže v nekem odnosu, kako zlahka pride do nekega aplauza, recimo, ali kakorkoli. In če bo to se preveč temu posvetu, se bo celo zgodilo, da sploh več ne bo iskal tega zunaj. Ali bo pa hitro ugotovil, kakšna razlika je med virtualnim tešenjem življenjskih potreb, pač temeljnih, ali pa med tem tukaj. In bo rajši vzel ta heroin, recimo, kot pa se pravi v tem iluzornem to počel, kot pa v realnem okolju, v realnem življenju. Ne? Tako sem jaz rekel pri heroinu, punce nisem rabo imeti, tega nisem rabo imeti. To lagodje, ko je enkrat lagodje je, pa zlahka aktiviramo, če imamo potrebo imeti predstave, da smo kompetentni eksistencialno, bomo skozi lagodje zlahka si te predstave ustvarili. Nas sploh ne bo zanimalo, če dejansko imamo tiste skills, pač veščine, ki nam to omogočajo. Ne. To je zelo zapleteno pri teh zadevah. Plus še ostale stvari, ki se jih lahko mlad človek si zmede svoj notranji svet preko njih ali pa dobi neke informacije, ki so čisto nerelevantne za njega. Ne. Ja. To so govorila zdaj o tem nagrajevalnem sistemu. In to je isti štos, ne. Vse je to isto. Ne. Mi imamo takšno telo, kakršno nam je zelo služilo v neki savani. In ko smo naredili nekaj dobrega, smo dobili nagrado. Ja. Lahko je to dopamin, serotonin, oksitocin in podobno. Ne? In vse ti hormoni imajo neko mesto in so tam zato, da so. Ne? In zdaj se mi zdi, ko razvijamo tehnologijo, ker heroin je tudi tehnologija. Seveda. Pač rabiš iglo, rabiš to, moraš vedeti, kako tvoj sistem deluje. Točno. In ti svoj sistem hekaš. Ne? In hekaš v bistvu nagrajevalni sistem. Ne? In samo stopnje imaš tega. Ne? Mogoče je heroin na koncu,
verjetno še kaj obstaja, ne? Ampak vse odvisnosti padejo na to. Ne? In zdaj v bistvu delamo nek eksperiment z mladimi, s temi napravami, ne? Ker v bistvu ne vemo, kakšne bodo posledice. Ne? Mi ne vemo, kakšne so posledice nekoga, ki se rodi v to in 30 let to dela, kar si rekel, ne? Se pravi, nek avatar si ustvar, občutek lastne vrednosti, dobiva samo iz tega, ne zna iz socialnih interakcij, ne vemo. Ne? To je že ena skrajnost, recimo pa neka predvidevanja, ki so lahko dovolj neugodna, ne? Hvala Bogu, če potem življenje preseneti, toliko boljše. Ampak tisto, kar pa je tudi sicer v praksi lahko opažam, ne? Ki je bolj blizu nekako se mi zdi temu vsakodnevnemu dogajanju, ne? Pač govorimo o mladih, ki še niso niti mogli biti 30 let, pa še niti niso dobili tako hitro telefonov, recimo, da so stari 12 let, ne? A čeprav jaz mogoče živim v prazgodovini. Skratka, moj starejši je star 12 let, pa ima zdaj, mislim, da par mesecev telefon, ki ga nese sabo na trening, zato da pokliče, kdaj se vračajo iz pač z različnih skakalnic, kamor hodijo skakati okoli. To je vse, tudi nasplošno smo to medijsko vrvenje ustavili nekje na našem pragu, pa ga bosta si dozirala kasneje, ko bo ta neke druge veščine in izkušnje in spretnosti življenjske osvojila, ne? Ko bo ta kompetentna nekje drugje. Ampak opazujem pač nasplošno mlade, ko se vsedejo v kombi, pa grejo nekam skupaj, ne, mlajši nekaj časa trenirajo en drug šport, ne bom zdaj niti govoril, ker pol je preveč predvidevanja, kje pa kaj se dogaja, ne. In je potem tam sedel čisto zgubljen, ne, ker so vsi potegnili ven telefone, pa so igrice igrali, ne. Sicer igranje igric lahko čisto neka nedolžna in cool stvar, ne, ampak ko fantov 10-letnih, recimo 7 ali pa 8 sedi skupaj, pa je bolj zanimivo tisto, kar je notri v ekranu, kot pa to, kar bi lahko bluzli, pa noreli med sabo, pa si govorili, pa počeli v kombiju na zanimivi poti nekam, ne, potem mi tudi malo lučka zasveti, recimo, ne. Ko pač dejansko začnejo posegati te naprave v konkretno druženje. No. To se mi zdi, da en tak eksperiment je kar pred očmi se kar dogaja, ne. Da tiste globlje stvari pač treba videti. No. Ampak vsekakor se mi zdi, no, da tu je ena taka past je postavljena. Ne. Potem je pa že način socializacije dan danes, lahko opazujem tudi z tega, da je, ne vem, mislim za 80% so se zmanjšali vstopi v skupnosti. Ne, da bi se skupnosti znotraj sebe spremenile, kakorkoli. Terapevtske skupnosti, takšna, kot sem bil jaz, recimo v komuni. Ne. Se pa spremenilo socialno okolje, pa gibanje socialno, pa neke vrednosti so se zelo spremenile. Ne. Tudi zgodnje zasledovanje nekih ambicij, takih, ki bolj pritičajo odraslemu svetu kot otroškemu ali pa mladostniškemu, se mi spet zdi ena taka huda past. Ne. Tu brez neke proste igre, brez enega prostora za tisto individualno v človeku, ne vem, no, če je v redu, ne, ker potem mora biti ves čas neka umerjena aktivnost, ki spet točno določa v nekem oskem segmentu kvaliteto počutja. In ko to umanjka, je spet podobno, kot če umanjka droga, če drugega ne zmoreš in ne znaš. Vse pa mi znamo to, kar se naučimo, zato nujno tudi potrebujemo odnose pa okoliščine, v katerih se učimo o sebi. In ne vem, moment neke proste igre za tam otroke do 7, 8, 9, 10 let to je dosti bolj kompleksno dogajanje in kompleksno zaznavanje kot pa karkoli organiziranega, skupaj zloženega.
In tam notri ne gre samo za zaznavanje, hitro, pa za delovanje, povezovanje v kreg, v prijateljstvo, v to. Mislim, pa to je taka kvalitet nekih pa upravljanja z njimi, da je to neverjetno proti tistemu, ko se specifični cilji dosegajo kot na faksu, naprimer. Ne. In kar se Janezek nauči, to tudi potrebuje kasneje, oziroma to ima na razpolago kasneje v življenju. In meni se zdi, da to skoraj da ne bi smelo umanjkati, oziroma da je preveč teh ambicioznih teženj, ki mlademu človeku definirajo dostop do končnega učinka nagrajevalne poti. Hitro lahko umanjka, zmanjka lahko denarja, zmanjka lahko priložnosti, klub lahko propade, dejavnosti v družbi se menjajo, niso več aktualne tiste, ki so bile, pa si ostal brez učinka svoje droge. Medtem ko drugih slik, pa s tem ne mislim slik teh dvodimenzionalnih, ampak teh živih, gibljivih slik, ki jih mi vnašamo kot izkušnje v svojem življenju, pa je zmanjka. Mislim, zmanjka jih nikoli ne, ampak tistih ta pravih je lahko tudi premalo, recimo. Se že pozna potem, sem tudi videl pri svojem delu, da mladi prihajajo vedno bolj kot s težavami z drogami, s težavo, kako se povezati v odnose, s težavo, socializacijskimi težavami. In to zelo uspešni mladi ljudje. No. In potem kot domine nekje drugje dobijo ta občutek, ki ga morajo dobiti, ker je to naravno. In tukaj lahko tudi prijava do tvojih izkušnje, kot eno izmed možnosti. Tako si rekel, ko na tej ambiciozni poti zmanjka priložnosti ali pa je gužva prevelika, pa zmanjka poguma za tekmovanje, recimo, ali pa sil, pa znanja, pa spretnosti, ker res gre že za ful razvite specifike, nekaj rabiš. Recimo opažam, da zelo dosti tudi fantje so se začeli rezati, začnejo tiste občutke, ki jih sicer dobimo v odnosih, pomembne izkušnje pa feelinge kompenzirajo z nekimi drugimi, pač z bolečimi. Ali pa je bolečina pri slabi samozaznavi, pri zaznavi sebe kot nekompetentnega človeka za ljubezenski, prijateljski odnos, za življenje na tem prehodu v odraslost, toliko boleča zadeva, kar slabo predstavljam, da je res boleča zadeva. Saj jaz se poznam iz svojega življenja kot nekaj, kar sem kasneje demoniziral celo lahko. Pač prekrijejo to z nekimi drugimi bolečimi vedenji, včasih je to nasilje, včasih je to rezanje, recimo, niso nujno droge, ta nabor teh, dostikrat je to tudi, niti ne vem, kako bi poimenoval, ampak navzven zgleda kot neko odplutje v svoj svet, recimo, v neko apatijo, niti ni prava depresija, recimo, bolj kot nek nestik, nezainteresiranost za svet okoli mene, ker je prezahtevno, recimo, teh ogromno, naprimer. Tako da so izzivi, so veliki, bolj zamegljeni kot ti z dobrimi, starimi, tradicionalnimi drogami in procesi, ki tu zraven spadajo. In s tem se bomo soočali kot družba in zdaj trenutno nimamo nekega odgovora jasnega na to, ker so kompleksne. Tudi kaj dosti ne počnemo za to, da bi sprostili dostop do organizacije teh odgovorov na praktičnem nivoju, čisto življenjskem. To bo zelo zanimivo videti, ker kakor si rekel, smo odnosna bitja in ta družba, lahko rečemo že 200 ali pa 300 let, zelo poriva stvar v individualno. In moje pravice in jaz sem poseben in sem special in se nekako s tem odtujiš od grupe. Tako. In seveda ima to svoje prednosti, individualizacija, smo bolj kreativni. Seveda, to je super. Poriva svet naprej, ampak to ne smemo pozabiti, da rabimo drug drugega. Absolutno, kot hrano. Tako,